imate prav, največji zaposlovalec smo, skoraj 800 in še nekaj vojakinj in vojakov zaposlujemo na različnih lokacijah. Tudi ni za zanemariti, da Ministrstvo za obrambo je investiralo v to regijo okoli 12 oziroma 13 milijonov evrov, če pač gledamo na vse investicije, ki smo jih tu imeli. Tako da seveda poskušamo, tako kot po celi Sloveniji, skrbeti za svoje zaposlene, istočasno pa seveda tudi zagotavljati določena sredstva za gospodarstvo, glede na potrebe, ki jih Ministrstvo za obrambo ima. Kaj ste spoznali, videli tukaj na Bohinjski Beli? No, na Bohinjski Beli vem, že veliko mi je bilo všeč, da je danes z nami tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, državni sekretar, ker smo se pogovarjali o Centru odličnosti za gorsko bojevanje, ki je seveda državni projekt. Vlada Republike Slovenije je ta projekt podprla. 132. gorski polk je seveda zelo involviran v to. Istočasno smo se pa seveda seznanili ne samo z potrebami 132. gorskega polka, ampak seveda tudi z aktivnosti, ki jih delajo, poleg seveda tega, da so motor pri Centru odličnosti. Tako da moram reči, da smo bili seznanjeni z vsem, tudi z njihovo željo, kaj bi želeli v bodoče biti, kako se širiti in kako seveda načrtovati karierne poti tudi za vojake in vojakinje iz tega polka. Prioriteta Centra odličnosti za gorsko bojevanje je državni projekt in mislim, da bomo s tem ne samo pridobili na ugledu Republike Slovenije, da bomo prvič izobesili na enem od svojih objektov, veste, da je lokacija naj bi bila v Poljčah, zastavo NATO, ampak da seveda bomo gostili tukaj vse kandidatke in kandidate, vojakinje in vojake drugih vojska, ki jih bomo, sem prepričan, uspešno in primerno pač usposobili za gorsko bojevanje. In to pomeni seveda že zdaj vse države, ki so okoli nas, države članice NATO in nekatere, ne NATO, ampak Evropske unije, se pravi Avstrije, seveda računamo pa tudi na partnerske države izven samega NATO. Torej pomeni to tudi kakšna nova zaposlitev? No, vsekakor to pomeni nova zaposlitev, ker struktura je tle, veste, da so države ustanoviteljice tudi prispevajo določena finančna sredstva, ampak mislim, da je poleg tega seveda tudi pomembno to, da bo kar nekaj slušateljev, ki plačajo na nek način to svoje izobraževanje, tako kot mi plačujemo za naše vojake v drugih centrih odličnosti in s tem na nek način bomo pomagali tudi finančno Slovenski vojski, da bomo zagotavljali neka dodatna sredstva, ki jih lahko iz tega naslova zagotovimo. Kako sodelujete s tovarno Elan v Bohinju? S tovarno Elan veste, da imamo skupni projekt, zato danes tudi ta obisk. Gre za posebno zložljivo smučko, ki bi na nek način, ki jo ne samo, da jo rabimo v Slovenski vojski, ampak ki je lahko produkt, ki bi ga lahko tržil Elan tudi v drugih državah, članicah NATO, pa tudi izven, kot nek izdelek, ki še ni na tržišču. In zato je Ministrstvo za obrambo v preteklih letih investiralo določena finančna sredstva v raziskave glede tega in danes gremo se seznaniti, kako daleč smo s tem projektom in ali ga lahko že tržimo, kot smo slišali od naših kolegov v Slovenski vojski na zadnjem obisku, ki ga je imel direktor Direktorata za obrambno politiko. Na Kitajskem že prišlo prvo naročilo več tisoč tovrstnih smuči in seveda to pomeni, da na nek način tudi skozi vojaške projekte pomagamo slovenskemu gospodarstvu.